so se stanovalci po lastninjem pozveti, kar noben problem. In to, kar mi sprašujete, predvsem je problem, da stanovalci napačno parkirajo, da ne bi zdaj ponovali. Ne, te se pa tolerarne, imate svoje meni. To, kar bo se tereno pokazano slike, ne, ker enostavno ne vsak bi pripeljal do svojega vhoda, parkirajo po zemljicah, po dovoznih poteh. To je njihovo naselje, ki so lastniki. To, kar vi sprašujete, trudimo v obratno. Čas bo pokazal, da vam bolje, jaz nič govorim, ne, da so nezvedli. Mi smo leta 2010, takrat, ko se bile Stožice, tisto parkirišče pri razbud dvorane, smo nas s peskom, da smo ga mogli po še enem pesek od stran, se rekoče še vodo navijem, ker je bilo lastništvo, ki nas ne zanima. Jaz ne plan dober, trdim, da bodo dobili dodatna parkirna mesta, ne zdaj, ko je. Pozabili ste povedati, če že konkretizirate, da smo mi naredili najprej zaščito Pestrije z zapornicami, kot veste, da smo ugotavljali v 10 minutah, ki je z isto daljinca v spustu 15 ljudi naenkrat, da so te zapornice padle za pritožbe enega od 3000, ko so pri vsi zadnje, in pol zapornice predali so sami postavili. Kaj pašte da bi govore gospoda Lukina, neko, da bi to vse razložil, ker mi smo od leta 2007 od tako zagodil. To, kar vi pravite, ne drži, lahko greva nas, lahko postim, ko želite, da veste redari, da bojo redari povedali, kdo je narobe parkira. In besed bo prišel, tudi če bo kaj odarino, ampak niste povedali, da stanovci parkirajo pri otroškem igrišču. Ne, sploh ne. Hoče da tam dokumente ga za to, ne? Mislim. Jaz sem bil dve stvari v 40 nazaj, dvakrat skozi, ne? Kada šte greva skupljati, pa da pozavate javnost, da pojdo kako gre po sliku. Jaz ne parkiram tam, ne? Tako da pravim, to je pač pravica, ne? To vsakega, oni so svoje povedali, jaz se s tem ne strinjam, ne? Mislim, da smo prehajali izrazili mnenja naše stroke, ne? In tudi, da se ne delalo. In na koncu, ne, gre vedno po tem pravilu, ne, vsa pravna sredstva, ko vsak uporabi, ne, je še ne trdim, ne, da bo za njih bolje vzreče stanovalce, ker bojo zaščitili pred hrupom, bojo koji cesti pa dodatna, pa ne so bili v garaži. Ni treba se nič smajati. Sile to, kaj grejeno, je še vedno isto, ne, kot pravim, volilne štopansko sile. En avto na 2 stanovanje, zdaj pa vsako stanovanje 2 do 3 avtomobile. To kaže števile, kar se dogaja. Ne vidim noben. To, kar ste pa prvo rekel, ne, koga so nosili, kam so nosili, če se nosili, ne vem, in poročila. In to, da so nadzorni odbori pošiljali, to na brigada, policijskega odbora, jaz srčno verjamem, ker je naš Kučič izvem povedal, da ne bi odbor ne verjamem. Nisem pa drugo, zdaj sem prvi slišal. Da je čuden, da nekaj stvar, pa jaz ne nabim, ker počajno vse take stvari pošljajo. Hvala. Gospodina Bauer? Sarna Bauerina. Za tale Pestrič, lahko samo pojasnite to zemljišče, kjer so zdaj parkirišča, čigavo je? Stiška struktura nas ne zanima. Dole se kako to škoprojavne, ne vemo to zemljišče, ki se parkira, ne. Pet sem povedal, kaj sem mi takrat, da smo na sud, pesek bilo bož, da bo sud, smo bolj kot sud. Takrat je prišel odvetnik, enemu lastniku, mi smo imali del lastništva tega zemljišča. Pa mi bomo v stroki, ne, če se prej pripravljal Gipos, ne, ki je potem to prodajal naprej, ne, zdaj pa nekaj Jura, kako pa pravim, Gipos je bil, da smo z njim pogovarjali, tako se prej. Ampak kaj ni sodišče odločilo, da je to zemljišče od etažnih lastnikov, zaprav lastnikov stanovalcev? Ko lastniki tu prinesejo plan ostajanja, oni se pa pol odločijo, ker ni s tem planom izvedni samo mogoče graditi. Kdor bo hotel graditi, lastnik bo mogel delati občinski podrobni pozorničan, se pravi z vsako. Če so oni lastniki, so oni vključeni. Ne me sprašuje, kaj vzničenje, ker res me tudi ne zanima, prosto. Mi govorimo o tem strokovnem predlogu, ki so šli skozi ne lastništvo. Če je njihovo, absolutno, kaj se bo razporediti. Kaj pa je načrt točno zgraditi na tem
kar je zdaj to makadamsko parkirišče. Ja, so makadamska parkirišča po celi dolžini, ne, da govorimo od obvoznice praktično, ne, pa do Božičeve ceste. Načrt je poštivano. Ideja je, da se na teh lokacijah, kjer so trenutno pač urejeno parkiriranje, da se omogoči gradnja stanovanjskega objekta z garažami. Torej, v bistvu, da se z tem, da se zgradijo stanovanja, da se na ta način tudi financira potem gradnja dodatnih garažnih mest, ki se zagotovijo za potrebe prebivalcev. Obstoječih prebivalcev. Ker ko smo načrtovali te ureditve, smo se zavedali tega problema, da je PS3 zelo veliko težav s parkiranjem in v današnjem času pač nihče ne bo naredil garaž tako, ne. Je pa to tudi drugi pristop, da zgradiš stanovanje, potem ne bo dal investitorov, ki bo zgradil stanovanje, potem bo s tem lahko dodatno še zagotovil parkirna mesta, poleg tistih, ki jih bo zagotavljali za stanovanje, to je predpis, kaj bo normativ, kaj bo open razstega ne gre, da jih lahko ponudi tudi pač sosedom. Višine 5 plus 3 plus 5? Višina smo prilagajali, ja. Tlej smo tudi naredili preizkuse, tudi pogledali, kaj je že na tem področju narejen. Tako da smo res zelo pazljivo to načrtovali, umestili ta poseg v prostor, smo se zavedali, da zraven že stojijo neka sosedska, ki je oblikovno zaključena, ampak da obenem pa imamo tleh v tej Vojkovi cesti tak nezaključen rob, kaj je zdaj degradiran, ker tudi v bistvu ni ne tačne mož in da ga na ta način pač tudi v redu zaključimo. S tem, da smo stanovalcem PS3 dali možnost, ne, da parkirajo v garaži hiši Stožici. A veste, kako je cena za mesec? Ja, 40 € samo ni več prostora. 34 € še vedno prostor, ne, eno na dan, pa da še vedno prostor, ne, tako da kdo se javi, da bi prostor, ti se končali naprej. Tudi to je bilo, ne, pa je toliko časa, ne, ker zdaj v bistvu, da to smo dodali pa še park and drive, ne, ker ni bilo zadost želja iz PS3. Če lahko samo, če prav razumem, se pravi, v tej parkirni hiši novi pod novimi bloki bo dovolj prostora in za stanovalce novih blokov in za vse stanovalce PS3-ja trenutno, kar je 30 stanovanj, koliko je stanovanj. Praksa pri teh sosedskah ni edin primer. Pri teh sosedskah večstanovanjskih po celi Ljubljani je praksa, da so se že podobne predvaritve pa preizkusi delali v preteklosti. Velika težava je, ker ljudje potem ne bojo vsi kupili tega parkirnega mesta. Ne? Zdaj pa, a boš ti zgradil 3000 parkirnih mest, ki jih nihče ne bo hotel kupiti, ali boš naredil pač takrat pred gradnjo predvaritev, analizo, vsak bo to naredil, preveril pač popraševanje in se bo to ena pot, v katero se bo šlo. Da bi bilo pa za vse, pa tudi pomno. Mi bomo čez 4 skupnost pozvali vse stanovalce, ki so na tem področju, ki nimo svoje garaže na parkirnih mestih, da bomo povedati, dokaj se PS3 do avtokomerce raztezali. Bomo pozvali, da povedo svoje mnenje, kaj rabijo, takrat bomo tudi pripisali koliko je in tudi pripisali o tem, če se v prostornem načrtu, da je cena za obstoječo stanovanje, ne za nove, ki bo tem upal stanovanje, za obstoječo stanovanje, to bomo gradil proizvodna cena. Ker bomo definirali, kaj pomeni proizvodna cena. Zaprav, da ne bo 25 000, pa to se te prodaje, pa 20, pa 50 000, ampak bo predvsem nižji. To bo naša zahteva, pa ne. Kdo bo bolj pogradil? Ni še predvidenega števila parkirišča tej garažni hiši, ali so? To natančno ni, zato ker za OKPN se vedno izdelujejo variantne rešitve ali pa v tem primeru zdaj čisto človeven tečaj. Potem ti dobiš, kakšna bo zazidava, kakšni bojo objekti, ki bojo tukaj noter lahko umeščeni in koliko potem imajo te protoetažne površine, koliko ti mogoča dejansko parkirnih mesta. Zdaj, od tega ni to rešuje, ne? Za novo gradnje je predvideno, na stanovanju imamo nekaj parkirnih mesta. Približno ne, če to da vredno. Večje stanovanje, vedno manjša je. Ja, 40 metrov eno, 76 pa 2 stanovanja. To, ko se bo delalo tako kot pa ne, preden se to bolj spridene, ker moramo biti preveritve, ne bomo istočasno prosili, da se malce povejo, koliko parkirnih mest potrebujejo. Ampak je tam dovolj prostora za zgraditi to parkirišče kot te stanovanje? Zemlja je izjemno dobra, ker je prav, da se da opremljen plane, noben problem, da je to 3 etaže še, če bo treba. Ampak bodo morali stanovalci kupiti? Absolutno.
Koliko je kupil stanovanje? Kako? Koliko je kupil stanovanje? Zato ga pa ne bo dovolj. In to je ta želja, da se pogovarja vse isti probleme družine, ne? Ko smo delali pred 10 leti, prav pri naši knjižnici, ne? Pred zdravstvenim domom smo pobirali podpise, koliko bi naredili, ker tam je prostor, da bi zgradili novo knjižnico, ne? Potisal, da je nam površino garaža, ne? Za 2000 stanovalcev, ne? Dobili smo takrat manj kot 60 pogojnih soglasi, da bi kupili. Manj kot 60, mislim, da je po 56. To je bo isto, ne mora kupiti celoti. Za garažno hišo v Stožicah je po mojih informacijah trenutna čakalna vrsta. Nekdo, ki je pač si zaželel tam parkirišče, je 40 v vrsti trenutno. Ampak, pa da ima še enkrat, ne? Pa ne bo vaše, to nisem zapravljati, ampak ne bo vaše veljati, ne? Koliko je avtomobil v Stožicah, oziroma B-striju? Ne vem, jaz samo sprašujem to, ker so To, kar je naprej, 3000 ljudi, ne, računite stanovanja, tam je 6000 avtomobilov, ne, in 40 v vrsti. Kar pomeni, ne, da tudi ta vrsta, ne vem, ko bo konc bom šel preveriti. Se pravi, po vašem mnenju so tam prostori. Vse sprihodil, se smo pisali, zato smo prvi parke draj, ker nimo dol zadolžega iz Stožici, iz B-strija. Če lahko še imam tako vprašanje, glede teh pripomb na prostorskih načrtih je možno dajati elektronsko, ampak občasno ne deluje ta sistem, ste s tem seznanjeni. Ja, zdaj, da delovanje tehnike se prečujem, načeloma vse zmeri deluje, če so kdaj pa kakšne motnje v sistemu, pa žal, drugače pa, ko smo pogledali, danes je delali, no, ampak če se pa kdaj zgodi, pa mogoče višja sila, no, drugače pa bomo vse delali. Smo že tudi pridobili par pripomb, so že prišle, smo se mi z njega prepogovarjali, tako da pripombe prihajajo, tako da očitno je, če pa kdaj pade dol, pa mogoče lahko takrat pokličete na naš oddelek, obvestite, pa bomo takoj pač z skrbnikom pogledali, kaj je stvari. Ampak če ne deluje, pa se pravi, če pripomba, ne, je tudi preneseno postopno poštje, ne, to je nekaj se mora biti to. Lahko deluje. Ja. Če ne deluje, prosto pa pač pa poštje, ne, isto dela. Mogoče še enkrat poveste, kam lahko pridejo tisti. Samo še eno vprašanje glede BS-a. Če je to zemljišče od stanovalcev, zdaj jaz ne vem, kaj so ti še odločili, ampak če je to od etažnih lastnikov, potem bi moral novi investitor potencialni to zemljišče od njih odkupiti ali So si zlagoni gradijo. Se mi ne teramo nikogar, da gradi, ne, se tudi jaz to ne zastopim, ne. Mi omogočamo graditi nekdo lastnik, on se bo odločil, če stanovalci se dobili, ne pa ne, prva vrsta, druga vrsta, tretja vrsta, katera ulica, ne. Tisti, ki bo dobili, on je odločil, kaj bo. To imajo omogočeno, če se odločil, da bo gradili, če ne, pa ne. Jaz to ne razumem, kdo to je tam, ne. Ali pa, ko bo enkrat, ne, če se v nekdo javil, po podkupu, po leto leta, vi mi dajte zemljišče, se nam pa gražno mesto, pa to so njihovi dogovori. Danes je to omogočeno, oziroma ko bo sprejetje to omogočeno. Od tu naprej, vsaka stvar, ki se dogaja, mora biti občinski podrobni, to se že takrat mora pa biti, koliko je ta že kleti, maksimum, kar sem rekel, je 5+3+terasa, ne, in se vsak sam odloči, kaj tega mora prezdelati. Kdo je